pobude aktivnih članov in vizionarnih podjetnikov Mestne občine Slovenj Gradec so spodbudile člane društva Ravmauk pripravi serije debat, ki so jih naslovili preko pogovora do impulza. Prva, ki se je odvila pred dnevi, je nosila prav zanimiv naslov. Več in podrobneje pa z našima spoštovanima gostoma. Dober dan in dobrodošla, Urška Črče in Rado Počik. Dober dan, seveda tebi, kot seveda tudi dober dan vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Ja, kar začeli bomo pri bistvu. Na kaj je bila torej osredotočena ta prva debata? Torej, prva debata je bila osredotočena predvsem na Mestno občino Slovenj Gradec, nosila naslov Mesto glasnik miru, lovorika ali izhodišče. Pravzaprav je bila osredotočena na pomembno, angažirano preteklo kulturno obdobje, na osnovi katerega je nenazadnje naše mesto tudi prejelo naziv Mesto glasnik miru. In morda lahko na tej točki izpostavim, da so bili gostje, torej še vedno aktualni predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, potem je sodeloval kolumnist in redni profesor na ekonomski fakulteti, torej ekonomist in pravzaprav eden najboljših teoretikov vodenja velikih družb, dr. Bogomir Kovač. Iz Mestne občine Slovenj Gradec je pri debati sodeloval podžupan, gospod Peter Cesar, ker je bil takrat župan gospod Andrej Čas odsoten na neki službeni poti, in seveda Rado, Karlo Podži, prav tako ekonomist kot tudi kulturpolitičen aktivist in nenazadnje tudi kot član oziroma predsednik društva Ravmauk. No, poraja se vprašanje, zakaj neki ta pogovor in kakšen je njegov pomen? Ja, pobudniki debate, če lahko jaz začnem, smo vsekakor prepričani, da bi z nadaljevanjem neke pretekle, angažirane tradicije, torej ne bi samo ponovno pozicionirali Slovenj Gradca na globalnem zemljevidu, ampak bi s tem tudi dvignili torej posel domačih podjetij, nenazadnje samozavedanje torej Slovenj Gradčanov in indirektno oziroma posledično tudi interes mednarodnih investitorjev. No, če jaz lahko dodam, ker pravzaprav vse tako lepo rečeno od Urška, identiteto, mislim, je ena zelo pomembna točka bil pri tistem prvem pogovor. Mesto glasnik miru je za Slovenj Gradec ena identiteta in seveda smo razpravljali o možnosti, kako tisto mesto glasnik miru pripeljati v enem uspešen prihodnost. Ampak identiteta na splošno je neka beseda, ki po mojem je dostikrat pa malo take lepa beseda, ki je podcenjena tudi. No? Ker če gledamo Slovenija kot celotna, kaj mi imamo vpliv, je ena majhna država, Slovenj Gradec je en majhen kraj, se tako hočemo v primerjavi z druge mesti, ampak ena identiteta bi lahko pripeljal ta mali kraj do ena pomembna del sveta. No, jaz tudi v diskusiji sem imenoval Davos. Vsi poznamo Davos. Davos je pa tudi en zelo majhen kraj. Ampak vsi poznamo Davos, zato ker ima ena izrazita in ena akcentuirana in poudarjena identiteta za to svetovni ekonomski forum. In na ta način je del nekaj in seveda pride do tiste učinkovitosti, kaj si ti, Urška, rekla, no, tista delovni mesti, tuji investitorji in tako dalje. Ampak se začne pri ena identiteta. No, to. Tako, razvila se je torej zanimiva debata. Zdaj nam zaupajta, kaj so pravzaprav na to temo povedali ugledni gostje. Torej, dr. Kovač, na začetku sem že dejala, da je tudi kolumnist, je torej že pred časom pravzaprav napisal prenekateri članek na temo ekonomija in kultura, ker recimo te dve, tako ekonomija kot kultura, navidezno pravzaprav pripadata določenim sferam človeškega dojemanja, čeprav nam recimo zgodovina nasprotno razkriva nekaj zelo prodornih obdobij, ko je ekonomski razvoj pospeševal kulturni razcvet in je kulturni razvoj po drugi strani torej pospeševal oziroma nadgradil ta gospodarski razvoj. Torej, dr. Kovač je pravzaprav znotraj te diskusije nekako predstavil to simbiozo med kulturo in med ekonomijo. No, recimo, aktualni predsednik države, če ga navajam čisto dobesedno, je dejal, da je kultura ključno vprašanje razvoja in da ne gre zgolj za estetske užitke, ter da je identitetni kapital nekaj, kar zahteva vlaganje in veliko ambicijo. Medtem ko recimo Rado
ves čas debate poskrbel za neke dodane impulze. Tudi recimo Davos si omenil na sami debati. Ja, jaz, če lahko tudi tu poskusim nekaj dodati. Menim, da je mislim, še naslov reče, no, preko pogovora do impulza. Pravzaprav je bil ideja, celotna situacija je, da kakšne impulze smo dobili na tiste vprašanja mesto Glasnik miru, no, kot izhodišče. In tam smo seveda, vi, Daniel, vi vejte seveda moje stališče od 3 leta, ki sem tu, in tudi mnogi drugi vejo, ker jaz sem vedno trdil, ker tisto ena angažirana centrum za angažirana umetnost ali je muzej socialna estetika, praktično ena akcentuacija našega KGLU stran od konvencionalnega muzeja in do ena usmeritve, ena niše okupirati, bi pomagalo galerije biti prepoznavno in posledice, ko smo prej slišali, identiteto in tako dalje. In tiste stvari sem praktično jaz kot impulze dal in pravzaprav sem mislil lepo, da tudi širše publikum prepoznal, kaj strokovnjaki rečejo do tiste mogoče v prvem zmisleno tako malo crazy ideje, no, malo take. Ampak pravzaprav so potrdili eksakt to, ki pravzaprav ena identitete je temeljno in naša galerija ima vse, mislim, naša galerija, govorimo od Koroške galerije likovne umetnosti, ima vse pogoje, da bi v zelo kratkem času ponovil ta preteklost in peljal enostavno, zelo enostavno, ni velike sredstve, ne bojo potrebne, gre samo za ena odločitve vodstvo, ena odločitve odgovorne osebe, ni samo v galeriji, ampak širše tudi seveda v občini, da se usmerimo in to je praktično en Kovač, en dr. Kovač in en dr. Trk so pravzaprav to potrdili, no, mislim, smo govorili tudi druge impulze, smo dobili impulze, recimo, ko kaj je bil partnerski mest, kako bi to izgledalo, če en mesto Glasnik miru se bi pobrato kot mesto, no, kot recimo en mesto, kot je Teheran ali malo ni, malo tak, recimo Caracas, Venezuela. Vsi vemo, mislim, da o Iran, Teheran ter Caracas, Venezuela so pravzaprav bogate države, ampak nimajo nikje en oder ali en forum, ki lahko res razlagajo tudi lastne pozicije. Pravzaprav mi, zahodni svet, razlagamo vsem, zakaj ni lepo govoriti za razne osebe, ki so ni tako prijazne, ampak jih sami ne slišimo, mogoče sploh ni tako hude osebe, ko mislimo, no. In pravzaprav tudi to je en predsednik rekel, ja, seveda se mora biti odprto. Plus je dodal, mislim, glasnikovanje miru, ni miru v smislu partizani in pistole in vojna, kot vidimo v vojski filmi, hollywoodski, no, ampak miru pomeni tudi komunikacija, spodbuditi, pomeni tudi se mešati, opestriti vsega malo, mislim, videti, opaziti, poslušati in informacije, ekologija je ena stvar, voda, vemo, da bomo verjetno dobili težave, kaj se tiče samo voda, hrana, vemo, ker imamo stalno težave, energije je tudi nekaj, mislim, zakaj pa je Iran in Venezuela. To so vse stvari, ki so tudi vprašanje, ki če ne skrbimo za te, bomo imeli mogoče res vojne, klasične. In naloga, po mojem, enem Glasniku miru je tudi to. In to smo slišali tudi v impulzi, ki seveda se usmeriti kot ena mala občina v eno tako smer bi lahko ni le kraj pomagal. Bi verjetno tudi celoten svet pomagal, ampak seveda zdaj se govorimo neposredno, seveda okolica. Mislim, to gremo tudi do Velenje in verjetno cela Slovenija.
Tako, začeti je treba z malimi koraki, pa potem Tako. seveda to strategijo stopnjevati. Res je pa tudi, da je tudi legendarni akademski slikar Karel Pečko tudi zelo aktivno sodeloval v tej debati. Res je, pravzaprav ga je na samem začetku izval torej sam predsednik, aktualni predsednik Republike Slovenije. Vsekakor je bilo predvideno, da če to ne bi dr. Tirk naredil, da bi ga takrat pozvala jaz kot voditeljica. No in recimo, ko ste ravno omenili profesor Pečka, to je recimo tudi nadaljevanje te prve debate. Želimo nekako narediti pogovor najprej z profesor Pečkom, ki bi vse te impulze, ki so prišli, kot je recimo Rado dejal, na plan preko pogovora z temi eminentnimi gosti, torej nekako povzela z profesorjem Pečkom, in potem recimo drugi del bi sledil pogovor z županom Mestne občine Slovenj Gradec, torej z gospodom Časom, ki pa bi potem torej te impulze tako od Pečka kot od teh eminentnih gostov nekako poskušali potem pretvoriti v neko bližnjo prihodnost, ne? No, znotraj tega projekta ali pa koncepta velja omeniti še Združenje vizionarnih podjetij. Omenil sem jih na začetku. Zanima nas, kaj pravzaprav predstavlja to združenje in kakšen je nenazadnje njegov namen. Recimo čisto na kratko, če bi začela, bi dejala, da je to prvi impuls, ki je prišel znotraj debate, ne? Rado verjamem, da bo povedal širše in bolj. Ja, jaz pravzaprav bi rad rekel, tisto je bil samo prvi pogovor. No. Mislim, cela ideja, celotno projekt, serija debat, ki pol pravzaprav se teme se razpravijo še, je spodbuditi najprej komunikacijo. Mislim, imamo razne stvari, ki se vedno razpravijo samo na en način, mislimo pa, ki so druge perspektive pomembne, ki pridejo tudi v poznanstvo ljudi, ki razpravijo, in na ta način praktično opestrimo diskusijo. To je ideja celotne projekta. Zdaj se gremo na druženje. No, Urška je rekla prvi impuls. In res je, no, mislim, itak, če imaš taka ideja, rabiš nekaj sredstva, ki pokriješ stroške. Ne govorimo, da dobi ena voditeljica Urška, ki to je super naredila, nekaj denar, ali, mislim, in moram tudi reči, en Danilo Tirk, to kot en dr. Kovač, so rad prišli, so prostovoljno prišli, ker vsi imamo tisto občutek, ker rabimo nekaj drugega, no, tisti, ki... No, in v tisti pogovori, ki mi smo iskali pol podjetje tu, in v tisti pogovor je nastal praktično, je bil razvideno, ker podjetje se zavedajo, kak močen lahko postaneš, ko se družiš. In iz tega praktično ne bi rekel, da je rojen zdaj, mislim, rojen je, no, ampak ne bi rekel, da je zdaj še ena močna združenje, ampak tisto je prvi impuls, ki je vodil zdaj do prve podjetje, ki so se praktično se strinjajo, da tisto je ena smer za slediti, ena ideja. In mogoče bi lahko rekel, imamo zdaj en dojenček tam, in vsi vemo, če en dojenček moraš paziti, seveda, moraš ga dati hrana, moraš se pogovarjati z njim, malo izkušnje vedeti in tako naprej. In pol rata mogoče en zelo močen, vpliven fantek ali punčka, mož ali ženska, ki pol lahko svojo doda. Recimo tudi, zanimivo znotraj tega združenja je, da pravzaprav ti posamezniki skoraj dnevno nizajo nove ideje, torej nove impulze za prihajajoče recimo pogovore, ne. Tudi ta koncept recimo znotraj združenja se meni osebno zdi zelo močen. Vidva sta torej združila moči, pozitivno energijo in nenazadnje rodila to dete. Zdaj nas pa seveda zanima nadaljevanje te zgodbe. Omenjeno je bilo najprej pogovor z akademskim slikarjem Karlom Pečkom, potem županom. Ja. Verjetno pa se bo ta zadeva stopnjevala in v letu 2013 tudi nadgrajevala. Absolutno, torej kot rečeno, najprej ta dva pogovora in s tem bomo nekako zaokrožili to začeto temo, torej mesto Glasnik miru, lovorika ali izhodišče. Jaz verjamem in seveda upam, da bo
pravzaprav, da bomo izkoristili, da ne bomo ves čas samo ležali, malo pod narekovaj rečeno, na teh lovorikah, ampak da bo pravzaprav resnično ta eminentni naziv, ki ga Slovenj Gradec ima, torej postal neko izhodišče za novo obdobje slovenjgraške zgodovine. Je pa res, kot sem dejala, torej ves čas dnevno prejemava ideje, impulze recimo znotraj tega združenja, kar pomeni, da vsekakor bo recimo eno od prihajajočih tematik, torej drugega dela, drugega sklopa te serije, verjetno pogovor o infrastrukturi, ampak s tem ne mislim zgolj na infrastrukturo, kar se tiče cest. Infrastruktura je lahko tudi družbena, socialna, torej komunikacijska, torej več aspektov. O gostih seveda bi težko zdaj v tem trenutku oziroma razpravljacijah še spregovorila, ker je pravzaprav ideja v nastajanju. Tudi recimo ena taka tematika se mi zdi zelo pomembna za Koroško je les. Vemo, da pred vsakimi volitvami, pa so lahko to županske, parlamentarne ali ne nazadnje predsedniške, je govora o tem, da bi morali les, ki nas obdaja, izkoristiti še za kaj drugega, kot pa samo za nek vizualni efekt pravzaprav. Tako da tudi to bo recimo ena od debat, ki bo sledila. Sem morda še... Ne, jaz bi rad samo gledalci seveda in poslušalci, ne vem, mogoče delno se naredi glih zajtrk in ne gleda glih ekran. Opozoril, ker seveda ta debata, kakšna govorimo, je videna na Rauma.u TV, torej to je na Facebook stran, postaja Rauma.u. Ali tudi, ne vem, če je še, zdaj, ker smo imeli ta volitve, ampak danilotvirk2012.si, tam je tudi celoten video, torej, če nekdo se zanima, lahko tam še res vidi, kak je potekal pogovor. Ne, na koncu je Urška je veliko rekel, jaz bi lahko samo dodal morebitni naslovi te diskusije. Mislim, jaz sem tu pisal, ker to je vse v razpravo, notabene. Torej, širši pomen infrastrukture pri razvoju enega kraja, in to si ti prav rekla, mislim, ne gre samo za cesta. Ampak gre tudi, da se razvedamo, ker so razni kraji, ki so eksakt zato, ker nimajo cestne recimo infrastrukture, so se veliko boljš razvile. Govorimo recimo otok Capri v Italiji, prepovedane avto, in tam si želijo, zato ker si praktično tak izoliran in na nek način kot ena pravljica. Potem seveda se govori o infrastruktura, kaj se tiče informacija, kak teče informacije na ena in druga. Mislim, je zelo širok ta pojem infrastruktura. Kaj se tiče les, tu smo, mislim, les je samo en del, in tu sem rekel, občinska naloga, le učinkovitost, mora biti naslov ena debata, ker pravzaprav, če tako gledamo, lokalna politika je zna biti zelo vplivna, tudi za en razvoj, za en prihodni razvoj. Zdaj vidimo in opažamo, ker lokalna politika se dostikrat usmeri tako na nek način, vzame vzorce iz državnem nivoju in to poskusi tu prevzeti. To ni, po mojem razmišljanju, ni pravi način. Vsaka lokalna entiteta ima svoje lastnosti, svoje plus in minuse. Les je sigurno ena od tistih stvari, ki 3 leta sem tu, stalno slišim, ja, les. V istem trenutek pa se opazi, ki imaš gradnje javne stavbe, beton. In nič lesega, mislim, še okne so iz plastika, In želim reči, kako zdaj en navaden občan, meščan, državljan lahko zaupa besedami, če vidi polke. Dejstvo je, da tiste institucije, ki imajo zbornice, ki imajo odbori, strokovnjaki, toki kloci papir, ki razpravijo, če je dobro slavo, ki potem se odločijo za beton in za plastika namesto za les in ne vem kaj. Hočem reči, mislim, tudi tista naloga, ki ena občina lahko ima s tem, ki praktično ne le učinkovitost agira, ampak agira tako, da da rajš 3 € več. In če da 3 € več, spodbuja ena celo področja in praktično se politika bi mogla osredotočiti na potrebe naslednje generacije. Ni samo za rešiti aktualne stvari,
čim več poceni in efektivno. Tako, intelektualna razprava se je torej razvnela tudi po zaslugi društva Rauma Slovenj Gradec. O teh debatah, o teh projektih, o teh zgodbah bomo seveda še poročali. Za danes pa hvala lepa. Hvala lepa. Jaz se opravičujem, da sem bil malo predolgo, pa sem bil ni tako super pripravljen. Hvala lepa vsem. Hvala lepa.